študentska krvodajalska akcija Čast in pol litra poteka danes v torek in v četrtek 8. aprila od 7:30 do 13. ure na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Krvodajalska akcija pod sloganom Čast in pol litra organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru že kar nekaj let, okrog 20. V zadnjih letih pa pod tem sloganom Čast in pol litra, kar študente še posebej pritegne. Skušamo privabiti čim več študentov, da darujejo to življenjsko pomembno tekočino in vabimo tudi vse, ki trenutno niso v univerzitetnem mestu, da se udeležijo krvodajalske akcije v domačem kraju in pa tudi vabimo jih, da se še prihodnja leta, ko jih bomo organizirali, udeležijo. Študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru s svojimi entitetami, skupaj v sodelovanju z Rdečim križem in pa Centrom za transfuzijsko medicino. Zaradi trenutnih razmer je potrebno naročanje, ampak vseeno upamo, da bo tudi v prihodnje malo boljši časi, da se bomo spet lahko kot včasih podružili in skupaj šli darovati s svojimi cimri, s svojimi prijatelji, tako da vseeno vabljeni tudi v prihodnje. Danes smo tukaj na krvodajalski akciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Mi smo študentom vedno hvaležni, da se odzovejo na to plemenito prostovoljno dejanje. Dober rezultat ponavadi dosegamo pri študentih, nažalost pa smo sedaj vsi skupaj v času epidemije, ko z ene strani študentov tudi ni v študijskih središčih, z druge strani pa seveda težje nagovarjati študente, če niso na kupu, če se ne družijo, če se ne izmenjujejo informacije. Zato tudi preko medijev pozivamo, pridite, pokličite na telefon, prijavite se za krvodajalca, vsakdo to lahko stori, če je le zdrav, če le ni bil v zadnjem času okužen. Nekajkrat na leto lahko darujemo kri, ženske 3-krat, moški 4-krat na leto. Zelo radi bi, da bi študenti, ki danes postajajo krvodajalci, postali tudi redni krvodajalci, da bi kri darovali večkrat letno. Tudi potem, ko bodo postali tako imenovani odrasli, da če rečemo, da zdaj še niso tako odrasli, in bodo imeli svoje družine, bodo si vseeno našli čas za to plemenito dejanje. Zakaj potrebujemo kri? Kri vsi skupaj potrebujemo zato, da lahko tiste, ki potrebujejo zdravljenje, zdravimo. Zdravstvena stroka dan današnji brez krvi, krvnih pripravkov, krvne plazme in pa krvnih zdravil svojega dela ne bi mogla opravljati. To se pravi, dosti več ljudi bi, nažalost, ki bi oboleli, nažalost, ne bi tako ugodno rešili svoje zdravstvene situacije, kot je lahko zdaj. Ker se soočamo seveda z primanjkljaji krvi zaradi epidemije, ki traja že dobro leto dni, z majhnimi prekinitvami in je ljudi težje spodbuditi k temu dejanju, pa sedaj tudi vse tiste, ki so morda nikoli niso bili krvodajalci, da zdaj pa razmišljajo, kaj bi lahko dobrega storili v teh težkih časih, mi jih pozivamo, postanite krvodajalci. To plemenito dejanje vas nič ne stane, vam bo pa dalo neko osebno zadoščenje. Za vse delodajalce pa še mogoče ta namig. Vsak krvodajalec, ki gre na krvodajalsko akcijo, je tudi zdravniško pregledan. Torej vsak delodajalec bi mogel biti zadovoljen in ponosen na to, da ima krvodajalca v svojih vrstah, z ene strani, ker plemenito pomaga svoji družbi, z druge strani pa, ker je zdravstveno pregledan večkrat letno. To se pravi, da imajo delodajalci zdrave delavce. Naj bo to skupni poziv, bodimo krvodajalci, darujmo to plemenito in potrebno človeško tkivo, da bomo drugim pomagali. V uvodu bi citirala en stari pregovor, ki pravi: dober glas sega v 9 vas. Zato v Sloveniji zelo dobro poznamo krvodajalske akcije, študentske organizacije v vseh prestolnicah, tako tudi v štajerski prestolnici v Mariboru. Te krvodajalske akcije so bile v preteklosti s strani študentov množično obiskovane. Vsako leto je bilo več študentov, res pa, da so se študentske krvodajalske akcije odvijale
potem v drugih prostorih, recimo, kar je bilo bliže študentov, da so se lahko družili pred akcijo, po akciji na Štuku in tako naprej. Vse akcije smo planirali, se dogovarjali skupaj z glavnim organizatorjem krvodajalskih akcij, to je Rdeči križ Slovenije, odnosno z območnim združenjem Rdečega križa tu v Mariboru. Seveda, predstavniki študentske organizacije v Mariboru so se mi izmenjavali. Zelo, zelo aktivno so se sodelovali z nami in sprejemali smo inovativne pristope pri delu z mladimi in pri negovanju sistema krvodajalstva. Danes so časi malo težji. Že lansko leto so organizatorji imeli težave, saj zaradi epidemije niso bili študentje dosegljivi v prestolnicah, tako v Mariboru ali v Ljubljani, ampak kljub temu so naši organizatorji, torej neposredni organizatorji študentske organizacije v Mariboru, zelo hrabri, ker so se lotili te organizacije krvodajalskih akcij, kljub temu, da se zavedajo, da je morda manj študentov v Mariboru. Promoviramo sistem krvodajalstva med mladimi z namenom, mislimo na prihodnost. Zmeraj, ko delamo z mladimi, mislimo na prihodnost v preskrbi s krvjo. Zato smo zelo, zelo hvaležni, torej organizatorjem, neposrednim organizatorjem, tako glavnemu organizatorju krvodajalskih akcij, in prosimo študente, vse tiste, ki se danes ali v četrtek ne bi morda mogli udeležiti krvodajalske akcije v Štajerski prestolnici, da se v severovzhodni Sloveniji lahko udeležijo v neposredni bližini svojega stalnega bivališča, seveda takrat, ko bomo imeli tam terenske krvodajalske akcije. Jaz sem hvaležna mladim, jaz sem ponosna na mlade, jaz sem ponosna, da lahko sploh sodelujem z njimi in to je zame veliko darilo, še posebej je pa to veliko darilo za našo družbo.